Izročam in izrekam mojemu dolgoletnemu znancu, prijatelju, na neke vrste tudi sotrpinu v medijih, gospodiču Iztoku Gartnerju. Iztok, en lep dober večer. Lep pozdrav tudi tebi in vračam enako to, kar si rekel ti za mene, vračam jaz tebi nazaj, ne? Ja, lepo. Sam moram se malo aklimatizirati, veš, imate tak nek čuden stav, da se malo uredim, zdaj pa bom. Zdaj bo pa šlo. Zdaj pa lahko, ja. Ja, v zadnjem času, kolikor jaz vem, mislim, tebi se je sicer veliko dogajalo. Se spomnim na zadnje, ko sem videla pred kamero govorila, je bilo repanje. Ja. Imel si rep. Ja, ja. In bilo je tudi ogromno filmskih kritik, ampak tisto, kar je pa najbolj pomembno, za kar sem tudi želel, da prideš, ker pač smo v dobi modernih medijev. Zaradi izgleda? Kaj? Zaradi izgleda si me povabil? Ker vredo zgledam, to je v bistvu... Ja, to vedno. Ja, dobro. Ampak, veš, je še nekaj, kar je še bolj pomembnega, to, kar počneš. In to so tvoji blogi. Mislim, da si v tem trenutku in že kar nekaj časa eden vodilnih blogerjev v Sloveniji, pa ne samo to, imaš tudi izredno kvalitetno napisane bloge. In zdaj, če te jaz lahko vprašam, kako da si se odločil ravno za blog? Ker televizija je nekaj enostavnega. Usedeš se pred kamero, imaš v glavi, poveš in gre. Ne vem, greš na radio, ravno tako, pa muziko zavrtiš, pa to laufa. Ampak pisati blog, pa da še nekaj pametnega napišeš, pa da tukaj noter daš ljudem to na nek način, da te spremljajo, tako kot tebe, tisoči dnevno, to pa ni tako zelo lahko. In kako da si se odločil za to težko panogo, no? Veš, kak je v bistvu, že v osnovi sem veš tudi bil v novinarskih vodah, ne? In pa je bilo eno obdobje, ko pa nisem za noben časopis pisal, ne? In sem pogrešal, zgleda, pisanje in svoje mnenje v milijonih in tisočih stvareh, ne? In razlika bloga in časopisa je v tem, da ti nimaš urednika, ne? Nimaš nad sabo nobenega šefa, ki ti stoli pamet, kaj lahko napišeš, kaj ne, kaj je smiselno, kaj ni, ampak pišeš dejansko tisto, kar ti pač paše, in to mi je v bistvu najbolj fajna stvar, da lahko objavim gor res karkoli želim in mi noben ne teži nič. In to mi je super, ne? Če čisto preprosto povem, ne? Ja, razumem, ja. Pa kaj pa bralci? Oni pa znajo zatežiti, pa s kakšnimi komentarji. Kako se pa s tem spoprijemaš? Veš, kak je, na začetku moram priznati, da sem malo preveč se bodil z njimi, ne? To mi je žal, ker sem v bistvu zapravil preveč časa in sem bil malo neumen, da sem se to šel, ker v bistvu butla ti ne moreš prepričati o nič, ker butl je butl, ne? Pa se lahko trudiš, ne vem kam, ampak on bo ostal butast do konca svojih dni in nima smisla. To so taki imenovani internetni troli. Če poznaš kaj tega, se pravi, on te sprovocira, ti mu daš nazaj odgovor, on je še bolj pogumen in pol ti čas vzame, ne? Pa enostavno vklopil moderacijo, ne? In dejansko tisti, ki, bom rekel, so žaljivi, nesramni, tisti, ki pač smetijo po internetu, pač ne pridejo več skozi in so dali zamerne. Tako da to je to, ne? Pa se ti zdi, da je tega smetenja vedno manj, a? Na mojem blogu, ja. Zdaj, drugje bom pa rekel, da še vedno, ko malo spremljam, je pa tega enako, kot je bilo, ker v bistvu internet nasplošno je fantastičen, da ti, kako bi rekel, sprostiš te svoje frustracije, negativizem in dejansko zdraviš samega sebe s tem, da ti, bom rekel, si negativen pa nasram do enega drugega, ki je nekaj napisal. Mogoče je to celo fajn, da smo mi blogeri neke vrste psihiatri, ne? Sam zakaj ne dobim denarja za svojo terapijo, ki jo dajem drugim, ne? A veš, tem negativcem, ne? Plači ti meni 100 evrov na dan, pa gor kritiziri, kaj želiš, ne? Bomo pošteni, ne? Se morbiti se bo dali to tudi urediti. A veš, ne? Glede na to, da smo v tej dobi, pa da je to vse zdaj nekako bolj komercialno usmerjeno. Le, ker psihiater služi, ne dela zastojn, ne? Ja, res je. Zakaj moram jaz biti psihiater zastojn? A veš, ne? Dino to, ne? Ampak drugače pa blog, ki ga piše, se nahaja na Siolu, torej Siol.net, in tam si res eden med če ne kar najbolj branimi blogerji. Ampak tudi ta pot do tja gor, kolikor jaz vem, ni bila ravno lahka, ne? Zdaj v bistvu, pri meni je bila ta finta v tem, da jaz nisem preko bloga, bom rekel, iskal popularnosti, jaz sem dejansko že delal v medijih in sem, bom rekel, kot medijska oseba začel pisati blog, ne? Ne zdaj glih kot Jonas, bom rekel, ker on je ipak izumil internet, če se pohecam, ne? Ja, tako rekoč, ja. Ampak bila je pa ta podobna štorija, češ, da sem že bil narejen in sem pa zraven poleg vsega, kar sem že počel, pa začel še pisati blog. In mogoče je tudi to bilo ena vrsta, češ, kaj pa zdaj Gartner piše, dajmo še pa to prebrati, ne? Pa mogoče kdaj napišem tudi tako malo namerno provokativno, namerno tako, da bom rekel, se razjeziš par ljudi s takim načinom že v naslovu, pa potem pač postane zanimivo, pa grejo prebrati, ne? Eni pa tudi zato, ne vem, ker pač očitno nima kaj druga za početi, pa grejo to malo prebrati, ne?
Eni so pa vredno, se nisem negativno, veš. Imaš tudi bralci, ki so super, tudi komentatorji, ki so prijazni in dobre volje. Ja, to je pa fajn včasih, da bi še en tak feedback, pa v bistvu se počutiš, ker si pol nekaj dobrega napisal tudi za koga lane. Koliko ur dnevno ti pa vzame bloganje? No, v bistvu niti ne toliko, veš, mogoče eni mislijo, da je to neka ogromno časa, ampak jaz enostavno delam ful veliko stvari hkrati, ne. Ne vem, gledam film, pa vmes, ne vem, kak komentar odobrim, ali ne vem, jem kosilo, pa mogoče da kaj napišem vmes, ali pa ne vem, ni to, da bi se prav ustavil za ekstra preko zem, pa zapravo tok pa tok, ne, usput je to, ne, zraven, ne. Pa vseeno ti imaš gor kar teksta, kar povem, da že vse tole natipka, pa še vse tiste slike gor dati. To gre hit, ne, slike pa dober, najdeš pa, ustaviš not, pa je to. Ni to zdaj tok, da se kak zapis, ko res hočeš vložiti do njega nekaj časa, dober, ka vložiš malo, ampak da je pa zdaj, rekel, vem, da to ful dela, ful časa, se mi zdi, da ne, no, vsaj jaz tako razmišljam, da ne, no. Ker se že toliko časa s tem ukvarjaš, ampak to zdaj takole razložil, veš, da tisti, ki naj zdaj le gledajo, pa mogoče še nimajo računalnika doma, si mislijo, to je pa res enostaven. Vse tam vzame pa gor da, ampak ja, treba je od nekje zloadati, pa spet uploadati, pa te pravi formati, pa traja, pa odvisno koliko časa povezava. Včasih si jolo malo šteka, to moram jih pozoriti, če gledajo si jolovci, malo štekajo te blogi njihovi, to je kritika, če gledajo približi kamero, ne? Ja. Bojo naši v režiji, ja, so se vidi, ja. Ja, viš, to pa je, ampak drugače pa moram reči, ja, tehnologija je pa fajn tam na Siolu, tehnologija je pa fajn. Veš kaj, blog je v bistvu, vsak ima svoj časopis, no. Ja. Jaz ne rečem dnevnik, rečem časopis. In dejansko si urednik svojega časopisa in res, tako sem prej rekel, objavljaš, kar ti srce poželi. In dejansko, ko vidiš, da je odziv, pa ne mislim zdaj po komentarjih, ampak ko vidiš ti obisk, pa vidiš ti, ne vem, v Googlu, da so tvoji zapisi, ne vem, na prvi strani med top 5 zadetkov, na splošno v Googlu, potem pa ti vidiš, da si nekaj naredil in da tvoj zapis ima neko veljavo, tako ali drugačno, ne? Ja, ker sem pa zdaj ugotovil, mislim, videl sem in to mi je zelo všeč, da imava skupnega, oziroma imela sva, ali pa še vedno imava skupnega idola, o njem namreč tudi veliko pišeš, to je pokojni kralj popa, gospod Jackson. Michael Jackson, ja. No, sem imel tak spomin na njega, da sem ekstra si rekel to jakno, veš? Občudujem. Plesno ne bom, ne? Čeprav znam, moonwalk znam, veš? A daj ni. Lahko tole gor na mizi? A ne, tisto, mislim, da ne, bomo to za drugič prehranili, ja. Ampak, a jaz si se naučil moonwalk? Sem se naučil. A, tako? In katera pesem od njega ti je pa najbolj tako? Veš kaj, to je zdaj ful težko reči, ker je imel tako res, bom rekel, veliko dobrih pesmi, ampak taka, veš, tista res, da te prime, pa meni The Mirror še vedno, ne? The Mirror. Ja, ta je, bom rekel, ena izmed najbolj močnih pesmi, ki bojo vedno močni tudi zaradi besedila, ne? Ja, legenda je bil in bo kar ostal. Če smem še to reči, ne? Če mi dovoliš, ravno pri enem zapisu o Michaelu Jacksonu je bila potrebna prvič moderacija na mojem blogu, ker se je tako veliko negativnih ljudi zbrali skupaj, bom rekel, da sem takrat to prvič ožgal, pa sem rekel, da mi ne bojo zasmetili enega lepega zapisa. To je bil tudi razlog, ne? Ker v Sloveniji je Michael Jackson v bistvu najmanj priljubljen v celem svetu, ne? In tu ga nekako najmanj ga imajo radi in dejansko tudi pol vidiš, ki si pa človeka dejansko spoznaš prek komentarjev pa zapisal, kak je v resnici, ne? Ja, ampak hvala Bogu vsaj zdaj, ko je pokojen, nam dajo pa mir. In zdaj jaz nisem zasledil več toliko tega. Sicer pa pri nas v Sloveniji vsakega tam gor na spletu, ampak seveda jaz to vedno pravim, to ni mnenje večine, to je samo mnenje parih posameznikov, ki nimajo drugega kot pač to. Moja punca pravi, da so to brezjajčni škrati. Tako, ne? Daj, dobro. Daj, dobro, ja. Joj, ja, dobro. Pa če greva zdaj vidva malo od bloga stran, ja, si tudi filmski kritik. Kako pa s tem zdaj? Nadaljuješ to poslanstvo? Ja, dejansko gledam še vedno vse, kar je pač dostopno, ali tako, bom rekel. In to mi je pa tudi všeč, včasih sem se malo obremenjeval s temi filmskimi kritikami, recimo, če jih nisem za kak časopis ali pa za kakšno oddajo objavljal, pa sem se malo sekiral, da je bilo eno obdobje, pa kaj bom pa zdaj pa jim kar za sebe doma pisal, zdaj pa blog. In dejansko napišeš, objaviš na blogu, na internetu in si takoj dal to v javnost. In dejansko nisem več obremenjen s tem, da bi jih mogel za nek časopis pisati, tako z njih nekoč, in mi to čisto odgovarja in tudi s tem ni več problemov in tudi zato mi je dejansko blog tako fajn všeč, ker lahko filmske kritike gor vržem, ne. Aha.
Ja, pa televizija ti je tudi zelo domača. Ja, to je pa, bom rekel, to pa ta oddaja, ki jo pač malo lahko vem kje. Seveda, vse lahko poveš. A vse, kaj? Vse? Na VTV-ju, Velenjska televizija, v bistvu to imam pa zdaj že, mislim, da leto pa pol, ta oddaja Popcorn traja, dejansko to pa res uživam. To je pa tisto, kar bi delal res 14 ur na dan, če je bilo možno. Dejansko glasbena oddaja, super stvar in nimam kaj reči, to je pa fajn. To mi je pa tisto res, da veš, televizija, če se spomniš na enega prvega gostovanja, mislim, da še pred skoraj 10 let nazaj, če se ne motim, je to bilo tisto čist prvo, zelo fejst nazaj se mi zdi. Na radiju? Ne, na oddaji, tvoji. Kanalu A? Ja, na kanalu A, zelo dolgo nekaj zbil sem jaz, četrti sem zdaj že gost pri tebi. A štirka? Mogo bi malo v arhive pokukati. Več ko Werner. Ja, pa Werner je bil, ja, to pa res. Veš kaj, ja, Werner še ni bil na tej televiziji. Ne, in ti si mi takrat rekel, da vidiš v roku 5 let, da vidiš, da bom jaz tudi nekoč na televiziji delo, pa v bistvu si imel prav, ne? Ja. Sem pol bil v Ljubljani nekaj časa, pa se pol ni šlo najbolj takrat na konc, pa sem pol šel nazaj na svoje kraje, če rečem. Svoje loge. Ja, pa